V prvem avtomobilskem stoletju in pol smo se ljudje navadili, da avtomobile čutimo prek železa, jekla, aluminija, skratka prek čvrste mehanske povezave med volanom in kolesi. Resnica pa je, da so nam že zadnjih 20 let to čutenje dozirali računalniki. Lexus pa je šel še korak dlje. Mehansko povezavo je vrgel dobesedno v koš in namesto nje ponudil digitalno simulacijo. Tako nekako kot pri volanu za kakšen simulator za video igre. Ampak pri Lexusu so se inženirji potrudili, da je ta občutek na volanu čim bolj naraven. Tukaj nastopita dva elektromotorja. Prvi, lahko mu rečemo tudi krmilni akutator, je spodaj na krmilni letvi in meri sile, ki pridejo do koles z asfalta. Drugi, akutator krmilnega navora, pa je neposredno v volanu. Ta skrbi za tako imenovani force feedback oziroma za goljufanje naših možganov. Računalnik v milisekundah preračuna, kakšno silo bi mi z asfalta dobili v klasičnem avtu in jo umetno poustvari v naših dlaneh. Sistem steer-by-wire deluje kot nekakšen inteligenten filter med asfaltom in mojimi dlanmi. Medtem ko klasičen mehanski sistem brez usmiljenja s ceste prenese tudi vse, da rečem tako, smeti, tudi tiste informacije, ki jih ne potrebujem, recimo vibracije, slabo uravnoteženih koles, gum ali pa kakšne udarce, ko povozim kakšen jašek. No, v primeru steer-by-wire pa računalnik te moteče elemente preprosto izbriše. Sistem tako za voznika obdrži le tiste koristne informacije, recimo o spremembi podlage ali pa spremembi teksture asfalta, ki bi lahko morda vodila do izgube oprijema avtomobila. Kar se prenaša preko koles, je prefiltrirano v smislu, da so bistvene informacije podane vozniku, na osnovi katerih se lahko on odloči, kako bo odreagiral v dani situaciji. Ampak a je to namenjeno samo nekomu, ki se želi voziti udobno, ali je to lahko namenjeno tudi tistim, ki se želimo voziti športno in ki želimo s ceste čim več povratnih informacij? Opcij, ki jih ta sistem omogoča, je še veliko in taki sistemi bodo zaživeli ne samo v enem segmentu vozil, ampak bodo pokrili kar veliko segmentov vozil, tudi športnih.